Uredba vlade, s katero se enormno zvišuje prispevek za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov proizvodnje, bo v nekaterih energetsko intenzivnih in izvoznih panogah letos povzročil več milijonov evrov dodatnih stroškov in zelo prizadel jeklarne, kemijsko in tudi papirniško industrijo. Gospod Darko Bračič, kaj ta uredba pomeni za Palomo? Kakšen bo v primerjavi z letom 2012 vaš letni strošek za elektriko po novem? Povečani stroški energije z tem ukrepom bodo za nas predstavljali 370 000 evrov večji strošek za elektriko. Vse skupaj pa bo tale prispevek po tem členu znašal okoli 540 000 evrov, kar pomeni, da bo praktično skoraj 10% celotnega stroška energije predstavljal samo prispevek za obnovljive vire električne energije. Kot je znano, je Gospodarska zbornica Slovenije v svojem stališču nasprotujemo politiki elektrošoka vlado pozvala, naj svojo odločitev revidira in tako dvig prispevka prepreči. Poudarjeno je bilo, da povprečno 316,6% dvig prispevka hromi gospodarske panoge in podjetja in pomeni negativen vpliv na konkurenčnost slovenskih podjetij, morda so ogrožena tudi delovna mesta. Proizvodnja papirja je energetsko zelo intenzivna panoga in sama po sebi v bistvu je konkurenčna le do te mere, koliko je konkurenčni tudi vsi njeni vhodi, tako od cene celuloze kot tudi cene energije. Cena energije v Palomi predstavlja približno 14% kosmatega donosa in seveda smo tukaj zelo ranljivi. Paloma je uspela v zadnjem kvartalu leta 2012 rešiti vprašanje cene oziroma nabave naravnega zemeljskega plina, kjer smo znižali v bistvu nabavno ceno za okoli 21%. Seveda smo se nadejali, da bomo v bistvu lahko optimirali ceno elektrike na enak način, vendar nas ta odredba zdaj pač postavlja v nekoliko manj konkurenčen položaj. Mi bomo poskušali vse, da bomo v bistvu v okviru svojih proizvodnih procesov zmanjševali specifične porabe tako elektrike kot tudi pare in naravnega zemeljskega plina na tono proizvedenega papirja, vendar zaradi tehnološke opremljenosti tukaj obstajajo določene tehnične meje, ki jih seveda ne moremo zmanjševati. In zato se nadejamo, da bo vsaj država razumela, da za takšno izvozno usmerjeno panogo, kjer 86% celotne realizacije ustvarimo na tujih trgih, vsaj ne bo postavljalo pred papirnice takšnih omejitev, ki bi zmanjševali njihovo konkurenčno sposobnost na tujih trgih. Javna agencija Republike Slovenije za energijo je že sporočila, da bo pripravila analize in izračune, ki bi znotraj posameznih odjemnih skupin lahko bili podlaga za prerazporeditve obremenitve. Vendar je to najbrž šele prvi korak. Poglejte, odredba je bila objavljena v Uradnem listu, kar pomeni, da bo kmalu začela tudi veljati. Prej, dokler bo tako Gospodarska zbornica, kot tudi mi vsi, ki smo zainteresirani za to, prodrla skozi vsa ministrstva in direktorate in jim dokazala, kaj pomeni tole za papirno panogo, bo preteklo kar nekaj vode. Iz izkušenj vemo, to se je zgodilo leta 2010 in 2012 pri uvedbi trošarin, je bilo pol leta zgubljenega in pol leta za papirnice v Sloveniji pomeni toliko in to seveda tudi za druge industrijske objekte in subjekte, ki uporabljajo, ki so energetsko intenzivni, pomeni seveda izgubo in povečane stroške. Jaz upam, da bo tokrat šlo hitreje, vendar nisem preveč optimist. Kje vi vidite hitro rešitev? Hitra rešitev bi bila enostavno v umiku te odredbe in obračunavanju tega prispevka po stari metodi. Medtem pa se seveda mora država tako v okviru svoje energetske bilance kot tudi celotno gospodarstvo prilagoditi, če že potrebujemo v bistvu dodatne vire in iz obnovljivih virov in če moramo seveda to financirati, potem se naj to breme porazdeli enakomerno in enakopravno. S tem pa seveda, da ne bo ogrožena konkurenčnost Slovenije kot take in pa njenega gospodarstva.